Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Andreja Jernejčič in Sebastijan Jeretič. Eno naših največjih podjetij, ki je hkrati tudi velik sponzor slovenskega ter mednarodnega športa, je skupina Gorenje iz Velenja. Še posebej to velja za rokomet. Gorenje je generalni sponzor Evropskega prvenstva v rokometu, ki pravkar poteka na sosednjem Hrvaškem. Poglejmo. Let's cheer together. Let's cheer for handball. Join Simply Fans. Gorenje. Lušno, ne? Andreja, a si ti recimo vedela, da je Gorenje generalni sponzor Evropskega prvenstva v rokometu? Sem, ampak nisem tako natančno spremljala. No, to, da je prvenstvo, to veš, ne? Ja, sem spremljala, vem, da okej. so tudi reklamirajo in če bi šlo zdaj naprej vprašanje, kaj si mislim o tem, bi ti rekla, da... No, to bo moje naslednje vprašanje, tako da kar izvoli pa povej. Stekleno kuglo sem imela pred sabo. To se pravi, če realno gledamo, oni reklamirajo v državah, kjer tudi sami prodajajo in so prisotni. To se pravi, je logika tega, ki oglašujejo, zelo normalna, mislim, to je čist nevtralen pogled, celo logično, tako da se mi ne zdi nič sporno in večje blagovne znamke se pričakuje in je normalno, da bodo vlagali in na tem delali prepoznavnost. In ja, prepoznavnost po mojem osebnem mnenju vpliva na to, da več prodajo. Sicer ne vem, zakaj bi Coca-Cola in vsi drugi brendi se šli oglaševanje, pa ne zgolj v eni državi, ampak v vsem svetu. In če pogledamo, koliko je lani Coca-Cola, številka je izredno visoka, vložila v marketing, je to samo wow, pri nas pa o takih številkah ne moramo govoriti. Tako da hvala Bogu, da Gorenje gre čez okvir Slovenije in se ne zatakne v vsaki točki in ne oglašuje. Tako da... Po moje ti bo magister Franjo Bobinec zelo hvaležen, da Gorenje primerjaš s Coca-Colo, ne? Ampak Sebastijan, a gre za to? Se pravi, Gorenje je pač na nek način multinacionalka, ima podjetje v različnih državah, je velika skupina, je tudi pač podjetje, ki posluje business to customer, ne? Se pravi pač direktno z potrošniki, se pravi na nek način logično, da se reklamira na tak način na nekih množičnih dogodkih, ali ni? Ne, absolutno. Torej, športni dogodki so seveda že desetletja najbolj primerni za promocijo, kot si rekel, business to consumer proizvodov. Gorenje je multinacionalka, tej ciljni trgi, kot je izpostavila Andreja, zdaj tudi spremljajo rokomet. Tle se mi zdi temeljno vprašanje, ne poznam konkretno, kako imajo pol follow-up akcijo. Torej, reklama je izjemno simpatična, tako da zagotovo so dobili vidljivost. Je pa potem zelo pomembno, kako se to izkoristi, ne? V kampanjah pravimo, da potrebuješ aviacijo in pehoto, ne? In posel na koncu zaključi pehota. Tako da verjamem, da imajo poleg samih reklam tudi kakšne posebne akcije, ali so digitalne, ali prek kakšnega mogoče direktnega marketinga, ker tam pa potem zaokrožijo to celotno zgodbo, ne? Recimo, že priprava na tako kampanjo je pomembna, da preučiš mogoče tiste portale, ki jih spremlja bolj rokometna publika, da potem nadgradiš ta neko splošno oglaševanje še s kakimi posebnimi ciljnimi oglaševanji. Če so pa potem naredili še kako posebno ponudbo, recimo za ljubitelje rokometa, pol so pa sploh odlično zaokrožili celotno kampanjo. Andrej, kaj piše v tej tvoji knjigi, Bibliji PR-ja o tem? Recimo, kaj bi vse, to kar pravi Sebastijan, kaj vse še mora narediti zraven eno tako podjetje, kot je Gorenje, da je potem to njihovo oglaševanje, to sponzorstvo uspešno? V bistvu bi kar dopolnila, kar je Sebastijan rekel. To se pravi, prvič so se letili, so šli na trge, kjer je treba narediti so nekaj vidnega, opaznega, ali pa ustavili svoje produkte, naredili z njih promocijo, hkrati šli verjetno tudi na obveščanje in medijev in širših javnosti. Jaz bi tukaj več poudarka dala tudi na komunikacijo z novinarji in mediji.
prepričana sem ali pa predvidevam lahko, da Se imajo pravi, tudi vsak to... ima en hladilnik, to hočeš reči? Ne, ali kako drugače? ne, absolutno ne, kar je kontraučinek in mislim, da smo to že prerastali. No, sodniki nam že sodijo tako na prvenstvo, kakor da niso dobili vsak svojega hladilnika, ampak pustimo zdaj to, ker ni tema, izvoli naprej. Ne? Ampak mislim, da je pomembna in komunikacija do medijev, ki so močni kanali naprej, družabna omrežja, izredno in ravno danes na tem statističnem uradu na Brdu, kjer smo govorili, je bil poudarek ne samo en kanal ali pa dva, Facebook, Twitter, ampak mi imamo danes razdeljeno na toliko različnih kanalov. Eni bodo gledali tekmo, eni bodo spremljali družabna omrežja, ampak je treba in Snapchat vključiti in Instagram. Vsaka publika ima nek svoj, mladi imajo spet svojo in Gorenje verjetno cilja na vso populacijo, ne samo starejše, se kupna moč je že od 20 naprej. Tudi mladi rabijo hladilnike, Tudi študenti smo imeli hladilnike, to drži. In tako naprej, to se pravi, že te vidike, da so se pogledali, pa res ključno zraven tiste akcije in follow-upi, da to izkoristijo. Je pa res, da ko se ti odločaš, kje boš kupil in kaj boš vzel, je ključno, da boš pogledal, nekaj sem se spomnil, tam je bila neka ideja, babica rekla, pa poglej, kaj je akcija, ljudje med sabo govorijo in z različnih kanalov dobijo informacije in če jim znaš plasirati, povedati, pa se hkrati še vključiti v to, jaz mislim, da je to pozitivno. In hvala Bogu, da imamo podjetja v Sloveniji, ki imajo možnost, ki so drugje, ki si upajo in da razmišljajo tudi za to, da se tam pojavljajo in da se ne ustaviš vsakič, ko se upaš, malo drzniti čez okvir, da se ne ustaviš na tem, ko te hoče v Sloveniji takoj zabremzati in stopi ven tista fušerija. Tako da, če si lahko prvoščil, če vidijo, ker sem prepričana, da nek korist morajo tega imeti, hvala Bogu, da to podprejo. Pa da grejo, da se upajo. Sebastian, kaj ti praviš, si lahko prvoščil pa to? Ali si morajo prvoščiti, recimo? Torej, verjetno je tudi izbira rokometa, seveda zaradi dejstva, da je gospod Bobinec predsednik rokometne zveze, ampak jaz mislim, da je tudi rokomet od teh ekipnih športov eden najcenejših. Zato je tudi recimo pred leti se Mercator pod Zoranom Jankovićem odločil za ženski rokomet, ker je bil to šport, v katerem je lahko z vložkom, ki si ga je privoščil, postal evropski prvak. Skratka, to so neki parametri, zagotovo si Gorenje ne bi moglo privoščiti reklamirati na Super Bowlu ali pa Champions League, torej na nogomet je seveda zagotovo predrag za eno tako podjetje. Verjamem pa, da je rokomet nekako ustreznih finančnih gabaritov, kar se tega tiče. In še vedno doseže dovolj široko populacijo, sploh na tistih ciljnih trgih, torej na tistih državah, ki sodelujejo na prvenstvu. No, bral sem intervju z gospodom Bobincem, kjer je rekel, da ima rokomet približno 118 milijonov privržencev po Evropi. To ni tako majhna številka, sploh za neko podjetje iz Slovenije. Obraz kampanje. Zdaj, pred prvenstvom vem, da je v Sloveniji bilo dosti nelagodja med navijači, ker je bil obraz kampanje Ivano Balić, hrvaški rokometaš, ampak med prvenstvom je pa zdaj v bistvu odjeknila ta novica, in ta oglas, ki smo ga videli z Nikolo Karabatićem. Tako da zdaj predlagam, da si pogledamo, da nam Nikola Karabatić kar sam pove, zakaj se je odločil reklamirati Gorenje. Hello guys, hello Slovenia, hello to all of you reporters who are there, hello to Vid and hello to Gorenje. I wanted to tell you and to explain you why I am really proud to be the new ambassador of Gorenje. I am really proud to join you, to join Gorenje. Because Gorenje represents the best in his sector, as I wish I am. The value Gorenje is bringing up, the family film, also the fact that Gorenje comes from one area which is very important for me, the Balkan area, and it shows that Balkan guys can do really great things in the international level, and I'm really proud of this. To je bil Nikola Karabatić, trenutno najboljši rokometaš na svetu. Ampak ste videli, kako je v bistvu svet majhen. Na začetku je pozdravil Vida, to je zet našega producenta in mojega sovoditelja Bojana Požarja. Tako da očitno tle na ključi ni. A je vaju prepričal Nikola s tem svojim ekspozejem? Zdaj prav vesel sem, da tudi Balkanci znajo delati tako dobre stvari. Kakšne so vajine izkušnje recimo z Gorenjevimi izdelki?
Sebastian odkimava, vidim. Tle si mi zdaj dobo. Mi smo se ravno pred kratkim rešili pomivalnega stroja, ki je bil navadno škart roba, tako da, kar se tega tiče, bom zdaj podaril vse, kar sem prej pohvalil. Gorenje marketinško, ne? Kar se tiče izdelka pa izkušnje katastrofalne. No. Pa si imel prej, kaj si imel prej? Imaš zdaj Kandi, Bosch? Imamo Bosch in smo dosti bolj zadovoljni, mogoče to zdaj začetno navdušenje, ne? Ampak dejansko izkušnje smo imeli preslabe. No. Ampak je cenovno Bosch recimo primerljiv z Gorenjem ali kako je s tem? To je zdaj odvisno, no? Mogoče smo res kupili neko aparat, ki je bil preniske cene, ampak ne glede na to Makedonijo, je toliko, da bi moral delati. Okay. Se mislim, da ste mogoče kupili model za Makedonijo, veš, pa ni delal v Sloveniji. Bog ve, kaj so nam takrat vtaknili. Andreja, upam, da imaš ti boljše izkušnje. Mene oglas ni prepričal. Ok, dobro, viš, ti si poslušala vprašanje, v redu, ja. In imamo, to se pravi, več kot polovice opreme je od Gorenja, zato ker se mi zdi, da je pomembno, da podpiramo slovensko podjetje, slovenska delovna mesta. Sebastian je tudi tako razmislil, sam se ga ampak moja izkušnja je v redu. V resnici rabim zdaj samo za eno stvar, ki je že zelo, zelo stara, da mi bo nekdo prišel prav. To se mi zdi čist pri meni, ta logistika, da izpeljem, ampak drugače zdaj nimam take izkušnje. Recimo, tole pečico, ki imam, je neverjetno boljše od vseh drugih in sem pa še eno vzela. Sebastianom tudi to podpirava, sam veš, kako je z moškimi pa pomivanjem posode. Mislim, da on se hoče izogniti pomivanju posode in potem je stroj kriv, ker verjetno ni sam še noter zložil. Ne verjamem. Sebastian se v kuhinji dobro znajde, to je zelo lahka. Ampak tudi jaz sem kupila Apple aparat, pa sem ga mogla tudi vrniti, to se pravi, bila tudi napaka, to se pravi, sem prepričana, lahko se tudi daj. Lahko se zgodi, lahko je dejansko ker je bil neka posebna ponudba, Bog ve, kaj je bilo v zadnjo, ampak izkušnje je dejansko zelo, zelo negativno. Ja, ne, pač skratka lahko imaš različne izkušnje, no, ampak Andreja, ti si rekla, oglas te ni prepričal, kaj te recimo zmotilo pri tem oglasu? Ne, zato ker, mislim, vseeno je malo več vsebine poveš ali pa sestavke, pač to je po moje knjigi vse napisano, ki upam, da bo kmalu razprodan, ampak tistega, ki zanima, lahko še vedno noter prebere. No, ampak veš, vendarle je to pač rokometaš, ne, Nikola Karabatic, skratka, moraš to tudi upoštevati. Ne? Sem upoštevala tudi to. Si tudi to upoštevala? Ja. Aha, okay. Ampak sem upoštevala, da je vse reklama, promocija in iz tega vidika. Lahko bi recimo tukaj naredili še več dodane vrednosti, več prepričljivosti, ki je nisem dovolj zaznala. Ampak to je moje osebno mnenje, lahko seveda čist napačno. Ne, se strinjam. Da bi se dalo bolje izkoristiti ta YouTube sporočilo. Sama reklama je pa dovolj simpatična, enostavna in zagotovo doseže nek učinek. Ne? Ok, no zdaj smo šli v bistvu na nek vidik, ki se mi zdi tudi pomemben. Zdaj, rekli smo že, Gorenje ima podjetja v večjih državah, ne? Zdaj, bilo je že rečeno, tudi vidva sta izpostavila to, reklame so v bistvu namenjene trgom tam, kjer prodajajo, ne? Skratka pač državam, kjer prodajajo svoje izdelke, ne nujno tam, kjer jih tudi izdelujejo. Kako je zdaj s tem ravnotežjem, ne? Vemo pač, bila je izredna skupščina Gorenja pred kratkim, poslovni rezultati niso ravno najboljši, ne? Če smo nežni, takrat se verjetno pol ta vprašanja postavljajo. A se vidva strinjata s tezo, da ima Gorenje težave tam, kjer ima proizvodno v teh državah, na teh trgih, tam, kjer pa sam prodaja svoje izdelke, pa očitno, ne, slišali smo, Nikola Karabatic celo življenje praktično živi v Franciji, pa sam lepe besede o njem. Andreja, Sebastian, kdo začel? Andreja, Sebastian, rojstni dan, tako da absolutno, jaz sem čakam, da vam vedno prvi, izvoli. Okay, torej, govorice o zelo slabem stanju Gorenja seveda se vrtijo že nekaj let. Torej, gre za vprašanje zadolženosti, za vprašanje donosa. Tudi ta umik enega od partnerjev je dal nek pomemben signal mogoče trgu. Premalo pa poznam konkretne številke, da bi lahko o njih govoril, ampak tisti, ki jih poznajo, pravijo, da je to celo hiša iz kart, ki se lahko čez noč podre. Tako da gre za zelo resno vprašanje, pomembno seveda za slovensko gospodarstvo in upam, da so se ga odgovorni ustrezno lotili in da bodo preprečili nek morebiten zlom, pri čemer je zdaj seveda od vodstva odvisno, ali so evidentirali pravi problem,
ampak zagotovo je to podjetje, ki ima probleme, sicer bi lahko argumentirano zavrnili vse te očitke, ki vsa ta leta krožijo v slovenskem prostoru. Tako da tle ne gre samo za zavist, ki smo prej recimo omenili, ampak očitno gre za resne vsebinske težave v tem podjetju. Ok, Andreja, kaj ti meniš in kako lahko recimo potem, če sploh s takimi nekimi marketinškimi akcijami, sponzorstvi, pač koliko ima to dejansko pol vpliva na samo poslovanje, na poslovne rezultate? Vsekakor, če finančno si tega ne morejo privoščiti, potem v to se verjetno tudi ne bi spuščali. Mi smo že imeli eno debato prav v Gorenju, kjer so predstavljene in takrat vem, da sem govorila z gospodom Bobincem in kolikor sem zaznala in spremljala, je imel neki intervju, pojasnjeval stvari, nisem prepričana, kakšna odzivnost oziroma kakšno širino je to doseglo. Ker vse napadi in negativne stvari se veliko hitreje in bolj, ne samo hitro, ampak tudi širijo. Tako da v bistvu tlele ne poznam zdaj, nisem prav šla v te številke še enkrat preverjati seznanja, da bi pa lahko na novo komentirala. Ne, ampak kak je tvoj občutek? Ne? Recimo, a je odvisno zdaj, glede na to, da smo rekli, globalna firma pač reklamira tam, kjer prodaja, ali je zdaj pomembno, kak rezultat recimo Slovenija doseže na prvenstvu, ali je to nepomembno, kaj je zdaj v bistvu tist, kar pol na koncu po nekem takem športnem dogodku pove, ali je neka akcija pač bila uspešna ali ni bila uspešna? Ja, vsekakor, seveda pozitivni rezultati vplivajo veliko boljše. Spomnimo se sem primer košarkašev, to se pravi vseh, ki so sodelovali pri tem, bili vključeni, so rekli, da jim je padla žlica v med. To je bilo neverjetno in je logično. Takrat so se želeli tudi vsi zraven pridružiti in v bistvu moja želja, da imamo čim več takih uspehov, da se čim več povezuje in s tem pozitivno vpliva na vse in imajo koncev korist vsi drugi, ne zgolj sem podjetje, ne sem športniki, ampak stvari, ki jih zraven potegnejo in na koncev je to dobro za državo, za zaposlene, za promocijo, vse, če ne. In tudi na v bistvu počutje ljudi, zdaj recimo prihajamo malo bolj v to pozitivno klimo, pa se že spet počasi začeli napovedovati, da bo nova kriza, ne, dajmo vsaj malo tega ujeti, kar je dobro. Sebastian, počasi gremo v koncu, tako da bi te prosil pol minute, ne? Kar je rekla Andreja, se pravi, naši zlati košarkaši, tam je bil glavni sponzor Beko. A si ti razmišljal recimo o pralnem stroju Beko? Zato, ne, nisem. Nisi. No, jaz mislim tako, učinkovitost te kampanje bo seveda popolnoma merljiva v številkah. V roku 3-6 mesecev bo odgovornim jasno, ali se jim je izplačalo ali ne. Ampak tako kot je rekla Andreja, jaz mislim, da je za pohvaliti pogum, da so se lotili malo bolj velikopotezne akcije in upam, da se jim bo izšla in da bodo s tem pospešili prodajo in da bodo lahko čez pol leta povlekli črto in se tudi pohvalili, kako uspešni so bili s to kampanjo. Prav, jaz mislim, da se vsi trije strinjamo, da želimo vse najboljše tako Gorenju kot našim rokometašom. Jaz bi se vam najlepše zahvalil za današnje gostovanje v oddaji in vajine tehne komentarje. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa bomo videli, kako je pobalinskega Ronalda hitro doletela kazen.